Človeško krvožilje. Površina meri 700 000 kvadratnih metrov. Dolžina znaša več kot 100 000 kilometrov, več kot 7 zemeljskih premerov. Srce vsak dan utripne 100 000-krat, da poganja kri po arterijah in venah. Kri je življenje. En kubični milimeter krvne plazme vsebuje 5 milijonov rdečih krvničk in 700 000 fagocitov ali belih krvničk. Te so policisti krvnega obtoka, vedno prežijo na bacile. Čakajte, zgrabite ju, policist! Takoj, gospod! Kaj je težav, poročnik? Limfocitna patrulja vedno pomaga policistom. Sektor je pod nadzorom, čeprav je vse polno rdečih krvničk, ki prenašajo pline. Daj, dedek, ne gre hitreje? Mladenka, vidim, da ne spoštuješ starejših. Škoda. A prosti. Hemo, danes nisi videti v redu. Saj veš, kako trpim, ko prenašam veliko ogljikovega dioksida. Veliko se znojim in ne pridem do sape. Ne pusti se motiti, glej me. Kisik nesem brez težav. Vsaj vem, da je čist. Pokaži več volje, do pljuč ni več daleč. Škočka me. La 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 la. Škočka me. Pusti jo pri miru. Opozarjam te. Boli me, nehaj. Rešite me. Že grem! Čakaj me! Včasih mora policist žrtvovati sebe, da je krvni obtok varen za druge. Nisem vedela, da je nevaren. Hitro se boš naučila, da tujcem ne gre zaupati. Tu ni varno, toda policija je vedno na preži. Dajte, vsega je konec, kar naprej. Dajmo, gremo. Pohitite naprej. Sovražim delo v pljučih. Hemo, kmalu bomo v pljučih na svežem zraku, kjer boš dobil kisik. Končno kisik. Težko sem ga čakal. Čudovito. Sem vsega tega dela. Ja, čisti dolg čas, po isti poti 4000-krat na dan. Meni je to veselje 365 dni na leto. 365 dni je zelo dolga življenjska doba za rdeče krvničke. Nočem te razočarati, tudi naše življenje je krajše. Veliko ne boš dočakal. Kocka sladkorja. Pa te imam.
Hej, hodi naprej. Oprostite, policist, nisem vedela, da me vidite. Vsem celicam primanjkuje sladkorja. Takoj sprostite zaloge. Sem jaz kriva za to? Seveda ne, mladenka, v sektorju primanjkuje sladkorja. Vse celice, takoj sprostite sladkor. Današnja mladina ne misli na prihodnost, ne zna se organizirati. V mojih časih je bilo drugače. Kličemo skladišče sladkorja. Skladišče sladkorja, takoj sprostite sladkor. Iz nadzorne sobe pošljejo signal v del celice, kjer je spravljen sladkor, v Golgijev aparat. Ko signal pride na cilj, celica skozi steno izloči sladkor. Pomanjkanja kmalu ne bo več. Najbolje je, da se poslovim od vaju. Moja življenjska pot je pri koncu. Ni razloga za žalost. Vsi živimo 100 dni, največ 120. Na koncu polnega življenja ležemo k počitku v vranici. Tako, greš tokrat z mano? Tudi jaz. Pa še jaz. Kaj bo z nama, ko tebe ne bo več? Sama ne bova zmogla vsega dela. Veš, kako hitro se rojevamo. Več kot 2 milijona na sekundo. 2 milijona rdečih krvničk na sekundo? Dragi dedek, res te bova pogrešala. Kaj bova brez tvojih nasvetov? Saj se bom vrnil, obljubim. Adijo za zdaj. Adijo. Kličemo se rdeče krvničke, povečana vsebnost ogljikovega dioksida. Takoj se javite na najbližje mesto. Izvoli, tole je tvoje. Globin nič hudega ni več daleč. Ujemite ga! Kaj novega, poročnik? Živjo, mala. Taki lumpi mi greste na živce. Pojdi stran. Lenuh si. A kaj pa imamo tu? Ti moraš prenašati pline iz enega dela telesa v drugega. Spravi se k delu. Ja, gospod. Kaj? Saj imam že več kot preveč. Saj nismo sužni, kaj? Več delavcev potrebujemo. Hitreje bomo morali delati, poročnik. Ne, to se ne bo obneslo. Uporabili bomo drugo metodo. Pošljite makrofage. Dobro, ovire so odstranjene. Rdeče krvničke lahko prosto hodijo. Dajmo! Prav, gremo. Opa, še tega nam je treba. Moža napad, takoj pošljite patruljo. Kličemo vse enote. Takoj raziščite poročila o napadu tujcev. Ponavljam, takoj raziščite poročila o napadu tujcev. Rekel je, ja, tu
si je rekel, ja? Čakajte malo. Oprostite, da vas motim, toda legitimirajte se, da dokažete, da niste tujci. Napad streptokokov, pošljite ukrepitve. Spodaj sem. Ne streljajte. Ne ločim, kdo je naš in kdo ne. Vse v redu, poročnik Weiss? Ja, nič hudega. Take stvari so naš vsakdanjik. Takoj pošljite sanitetne enote. Operacija uspešno končana. No, predstave je konec, gremo naprej. Krvničke, kar naprej. Adija, poročnik. Pazite nase, kapetan. V redu. Ja. Zakaj Petrček kiha? Očitno je nekaj belih krvničk v njegovem telesu zaspalo. Zadnja bitka jih je izčrpala. V tem trenutku so se pretihotapili virusi. Še malo nam manjka, možje, dajmo. Bodite tiho, napadli bomo medtem, ko spijo. Napad končno opazijo majce naproti telesca. Pobijte jih in gremo naprej. Gremo! Medtem je v nadzorni sobi vse tiho. Mogoče še preveč tiho. Kaj je narobe? Ne! Kaj se dogaja? Napadli so nas! Infederom celice 4714, napad virusa gripe B, sporočite naprej. Ja, takoj bom. Vidaj to. Interferon celice 4717, tudi mi smo napadeni, sporočite naprej! Tako, splošni alarm za vse celice v sektorju 4000. Vsem celicam splošni alarm. Napad virusa gripe B. Vsa protitelesca na svoja mesta. Policija, oglasite se. Policija, nujen primer. Zakaj jih ne dobim, ko jih potrebujem? Patrulje. Nadzor kliče sanitetne enote. Halo? Halo? Enota makrofagov na 17. križišče. Kaj pa mi, poročnica? Nikoli nimamo pomembnega dela. Ne bi rekla, opravljate zelo pomembno nalogo. Recimo, ravno prej ste sprostili pretok. Ja, ampak ni šlo za življenje. To je res, ampak pride priložnost, ko brez vas ne bomo zmogli. Ploščice boste videle. Se vidimo! Kličem patruljo, oglasite se patrulja.
Zakaj se ne oglasite, ko je nujno? Patrulja! Tu poročnica psi, poslušam vas. Končno, nikoli vas niko vaš človek potrebuje. Celica 4715 poroča o napadu virusov. Hitro! Tu kapetan Petrček, smo že na poti. Gremo. Tu smo, v napad! Prevzamejo celico, nato se v njej razmnožujejo. Točno tako. Boš še kar naprej opazoval ali boš ukrepal? Položaj je zelo resen. Ne smemo čakati. Poročnik Bajs, svoje enote odpeljite do sovražnika in počakajte na moj znak za napad. Leteče enote bodo zagotovile kritje. Čakajte na moj znak in za spuščanje proti teles. Poročnica psi, midva bova v rezervi z laserji. Obvestita glavni štab. Može, pripravite se na boj. Brez milosti proti tujcem. Ja, gospod. Poročnik, prepoznali smo sovražnika. So virusi gripe B? Očitno, premagali smo jih že prej. Tudi zdaj jih bomo. Cepljeni smo. Nadaljujte, kapitan Petrček. Veliko sreče. Poročnica psi, branite zdrave celice, samo tako bomo virusom preprečili razmnoževanje. Prav, poročnik, razumem. Proti telesca potrdite svojo pripravljenost za boj. Naš cilj je branjenje celic proti virusom. Metro, so vaši pripravljeni? Pripravljeni, se šalite? Dobro veste, da moji možje komaj čakajo na boj. Metro, ni časa za bahanje. Hočem preprost odgovor na vprašanje. Se razumeva? Hočem, da zaščitite celice. Boste zmogli premagati sovražnika? Ja, izurjeni in cepljeni. Potem gremo. Za mano možje, skočimo. Tako, zdaj nas čaka obljubljena zabava, dajmo jih. Ta čaka na nas. Haha.
Poročate o položaju, poročnik Bajs? Ja, gospod, sovražnika smo napadli in ga ustavili, toda zmaga še ni naša. Ja, poročnica Psi. Protitelesca jih ne morejo zadržati, prehitro se razmnožujejo, hitro potrebujemo ukrepitve. Žal, moramo opraviti sami, poročnica. Glavni štab je določil nas, ne smemo jih pustiti na cedilu. Se gre le za omejen spopad. Gotovo imamo dovolj moči za zmago. Naša naslednja poteza bo sledeča. Ukazal bom delitev celic, splošno delitev celic in podporo topništva. Vsem celicam na tleh, takoj se morate umakniti. Sile v zraku in na tleh. Vsi limfociti se pripravite na operacijo mitoza. Čakajte na ukaz. Sile v zraku in na tleh, vsi limfociti se pripravite na operacijo mitoza. Čakajte na ukaz, pripravljeni, razdelite se. Čim prej opravite delitev, razdelite se. Razdelite se! Pridite na pomoč, v napad, v napad! Streljajte z laserji! Previdno merite, ker nočemo poškodovati naših sil! Ne bodite žalostni, ni se vredno razburjati zaradi bele krničke. Imel sem lepo življenje, skrajni čas, da se razgradim. Tako, akcije, konec, pojdite naprej. Gremo, dajmo. Tako, boljše sem.